Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Za župana občine Brežice se na tokratnih lokalnih volitvah poteguje 5 kandidatov. Da bo odločitev 18. novembra lažja, smo jih povabili v studio. Našemu povabilu se je odzvalo vseh 5 kandidatov. Z nami so kandidat Levice Peter Dirnbek, Pozdravljeni. Kandidat liste Sonce Andrej Gerjevič, Pozdravljeni. Matija Kolarič, sicer kandidat Socialnih demokratov, Dober dan. Aktualni župan Ivan Molan, ki kandidira s podporo volivcev in nekaterih strank, Dober dan. in kandidat stranke Modernega centra Igor Zorčič. Lep pozdrav vsem skupaj in seveda dobrodošli v našem studiu. Čisto na začetku vas prosim, da se v nekaj stavkih predstavite gledalcem. Gospod Dirnbek, vi ste v tekmo za župana občine Brežice, ste se podali že pred 4 leti. Tako je. Zdaj nisem več novinec v tej igri. Torej, sem Peter Dirnbek, 43 let sem star, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Celo življenje sem se bolj kot ne ukvarjal s karatejem in glasbo, zato je moj slogan za Brežice s posluhom. Trenutno delam v Centru šolske obšolske dejavnosti v Kirinem Grmu, kjer delam z romskimi otroki. Za kandidaturo za župana sem se odločil, ker menim, da bom boljši župan kot ta, ki je danes. Za mano stoji strokovna ekipa ljudi, polni smo idej, nimamo v ozadju nobenih kapitalskih povezav ali botrov. Enostavno gre nam za to, da bi po zaključenem mandatu bili ponosni na svoje delo, da bi premaknili Brežice iz, ene zatohlosti, ki se je zgodila v zadnjih 16 letih. In mislim, da smo pravi naslov in da nam zaupate to vlogo. Toliko. Gospod Gerjevič, kako bi se pa vi predstavili gledalcem? Imate sicer 30-letne izkušnje v gospodarstvu. Ja, torej sem Andrej Gerjevič, star sem 56 let, imam več kot 30 let delovnih izkušenj, tega pretežno v gospodarstvu. Za kandidaturo sem se odločil, ker nisem zadovoljen s stanjem, ki v občini traja že več kot 16 let. Menim, da bi lahko bilo bistveno drugače. Menim, da je ključen problem v Brežicah, iz katerega izvirajo vsi ostali problemi, je premajhno število delovnih mest. Menim, da je potrebno spodbuditi investiranje, pritegniti investitorje, ustvariti nova delovna mesta in potem so tudi drugi problemi lažje rešivi. Gospod Kolarič, kako bi se vi predstavili volivcem? Hvala lepa za besedo. Jaz sem danes tukaj najmlajši iz peterice. Moje ime je Matija Kolarič, star sem 31 let, po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Sicer sem zadnjih 5 let zaposlen na občini Brežice, za kandidaturo sem se pa odločil iz preprostega razloga, zato ker želim, da se, tako kot je že Peter rekel, Brežice premaknejo iz enega pad položaja. In če se navežem še na kolega Gerjeviča, res je, delovnih mest ni dovolj, ampak potrebno je, da so delovna mesta nova, ki nastanejo kvalitetna. In to je tisto izhodišče, na katerem gradim. Želim, da Brežice postanejo kvalitetna občina za življenje in kvalitetna občina za življenje vseh ljudi. Zato smo tudi postavili program, ki to ljudem omogoča, z modernimi pristopi k neposredni demokraciji, k efektivni transparentnosti. Želimo moč odločanja prenesti ljudem in želimo, da ljudje, ki živijo v tej naši lepi občini, dobijo možnost, da sami povedo, kaj bi radi, da se sami zgradijo prihodnost, ki bi jo radi, in to je tisto vodilo, ki me je gnalo, da sem se odločil za kandidaturo. Gospod Molan, vi ste, tudi vas bi prosila za predstavitev, vi ste sicer na čelu občine Brežice že približno 13 let. Tako je. Lep dober dan, seveda moje ime je tudi Ivan Molan, sem po poklicu diplomirani organizator menedžer, ki imam že 35 let delovnih izkušenj, 20 let pred tem oziroma več kot 20 let sem bil v gospodarstvu, zadnjih 13 let pa sem seveda župan občine Brežice. Poleg seveda tega, da sem bil v gospodarstvu, sem bil tudi vedno zelo družbeno aktiven. Bil sem zelo aktiven v športnih društvah, v gasilskih društvah, v gasilski zvezi in pa seveda tudi v krajevni skupnosti in pa vaški skupnosti. Prav tako pa seveda sem tudi z podeželja, kjer še vedno z družino obdelujemo tudi
manjšo kmetijo, kar pomeni seveda, da imam izjemno bogate izkušnje na različnih področjih. Za kandidaturo sem se odločil zato, kajti v teh 13 letih je občina doživela en preporod, praktično smo jo popolnoma obnovili. In pa, kar je še najbolj pomembno, pa v občini Brežice imamo izjemno veliko že sklenjenih dogovorov tudi za naprej, pripravljenih projektov in prepričan sem, da prav občine, ki imajo kontinuiteto, ki imajo župane več mandate, so uspešne in jaz sem prepričan, da občina Brežice je uspešna, da je veliko dosegla in seveda prepričan sem, da tudi vse to, kar je že sklenjeno, vse to, kar imamo pripravljeno, gradbeno dovoljenje in pa druge dogovore, najlažje realizira župan, ki jih pozna od začetka in jaz verjamem, da če mi bojo ljudje zaupali, da bo čez 4 leta občina še lepša in pa bolje urejena. Gospod Zorčič, tudi vas bi prosila za kratko predstavitev. Vi ste sicer vodja poslanske skupine SMC v Državnem zboru. Zakaj ste se pravzaprav odločili za kandidaturo za župana? Naj se uvodoma predstavim. Star sem 40 let, imam 3 otroke, sedaj drugi mandat upravljam funkcijo poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. V teh 5, pravzaprav zdaj teče 5. leto, odkar sem na tej funkciji, sem spoznal delo ne samo Državnega zbora, ampak tudi delo občine. Nazadnje sem bil tudi v preteklem mandatu oziroma sedaj izteklem občinski svetnik. In glede na podatke, ki sem jih dobil na terenu, ugotavljam, da je občina Brežice ena izmed tistih, ki v zadnjem času nazaduje. Torej, ne glede na to, da so številne občine bile nekako prisiljene delovati pod težo težkega javnofinančnega stanja države, so se nekatere kljub temu bolje znašle, kot se je naša občina, so bolje delovale, so dejansko ustvarile več delovnih mest, so bile bolj prijazne do nekaterih investitorjev. Mi pa smo v tem času marsikaj zamudili. Jaz mislim, da če bomo takšno politiko na lokalni ravni vodili še naprej, da bo to za Brežice pogubno. Že zdaj mladi odhajajo in se bojim, da če bo tudi v bodoče tako, da se bodo nadaljevali ti trendi, na katere nas opozarjajo, to je, da se prebivalstvo stara in da ljudje odhajajo. No, če preidemo zdaj na vsebinski del, začnimo z gospodarstvom. Vsekakor je ena od priložnosti oziroma izzivov za občino Brežice, kako zadržati domače podjetnike v občini in na kakšen način pridobiti nove investitorje. Kako bi se vi tega lotili, gospod Gerjevič, začela z vami? Župan aktualni je prej omenil besedo, da gre za preporod. Jaz bi prej označil 16-letno obdobje kot stagnacijo, vsaj po vseh ključnih kazalnikih. Praksa kaže, da v tem obdobju, sploh v zadnjih letih, marsikje drugje po Sloveniji najdemo primere prakse, ko so resnično uspeli na lokalni skupnosti pritegniti tuje investitorje, kot je primer recimo Kočevje ali pa Logatec. Potem recimo po merilih gospodarsko najuspešnejših občin so recimo navedene glede kvalitete življenja, so v vrhu Slovenije navedene 3 občine, recimo Železniki, Žiri in Gorenja vas. Če samo za primerjavo vzamemo eno majhno občino Železniki, to je občina 6000 prebivalci, vendar ima več kot 1300 delovnih mest v čistem gospodarstvu, pretežno izvoznem. Slovenijo v zadnjih letih rešuje in povečuje gospodarsko rast izključno izvozno orientirano gospodarstvo, ne pa gospodarstvo znotraj občine samo za sebe. In, gospodarstvo so nujno potrebni nujni investitorji in ti primeri drugod po Sloveniji, praktično izvedeni, že realizirani, me opogumljajo in mi dajo upanje, da je to možno, da je možno pritegniti tuje investitorje, samo na tem je treba delati. Ne pa pasivno čakati na občini in čakati, če se bo kdo oglasil. Gospod Kolarič. Hvala lepa za besedo. Jaz bi tukaj rad začel z enim podatkom in sicer po študiji revije Finance, moje finance občina Brežice na 136. mestu po kvaliteti bivanja za svoje občane. Pri tej študiji je 45% utež imelo gospodarstvo. To je jasen pokazatelj, da gospodarstvo v Brežicah ne funkcionira tako, kot bi moralo. Gospod Gerjevič je že navedel primer občine Kočevje. To je tudi ena izmed praks, za katero je občina pridobila priznanje Zlati kamen. In sicer gre za to, da se za vsakega potencialnega zainteresiranega investitorja
vzpostavi projektna skupina, kjer sodeluje ne samo zaposleni na občini, ampak gre za širšo projektno skupino, ki preuči, na kak način lahko temu potencialnemu investitorju pomagati. Se pravi, preuči se, kaj bi investitor prinesel, na kakšen način in kaj bi to pomenilo za občino, ter na kakšen način lahko občina temu investitorju pristopi bližje. Občini Brežice se je v zadnjih letih delalo predvsem na financiranju podjetništva, ampak je bil delež, ki smo ga namenili sofinanciranju, zelo nizek. Tukaj govorimo o približno 10% investicij oziroma manj kot 10% investicij in delovnih mest, kar menim, da ni pravilni pristop. Menim, da bi morali sofinancirati manj podjetnikov in tiste več. V našem programu smo si zastavili sistem, kjer bi financirali predvsem okoljska podjetja, start-up podjetja in pa podjetja, ki ustvarjajo kvalitetna delovna mesta, se pravi presežna delovna mesta, tista, ki dejansko bogatijo življenje in ne zgolj neka povprečna proizvodna delovna mesta, ampak nekaj več. To, kar do zdaj v Brežicah nismo imeli. Gospod Molan, kako torej privabiti nove investitorje v občino? Glejte, občina Brežice je bila tudi na tem zlatem kamnu kot ena najbolj perspektivnih in pa najbolj prodornih, kar se tiče predvsem gospodarstva, in prav na področju gospodarstva dosegamo zadnje leta največje rezultate. Dejstvo je, da seveda v občini Brežice smo izjemno veliko naredili na gospodarstvo zadnje leta. Je pa res, da gospodarstvo so različni ukrepi. Prvi ukrep je bil prostorski plani in pa industrijske cone. In prav včeraj sem si šel pogledat objekte v industrijskih conah, kjer v Brezini rastejo 3 objekti, v obrtni coni v Dobovi 2 objekta in pa še za 2 gradbena dovoljenja. Zdaj, občina Brežice ni takšno območje, kot bi bilo kje drugje, ki bi lahko imel podjetje kot so Magna ali pa kaj podobnega, kajti vemo, da mi imamo razvito drobno gospodarstvo, imamo razvito storitvene dejavnosti, imamo turizem in zato jaz verjamem, da tudi imamo. Mislim, da imamo celo pravo strategijo, mi podpiramo domače inovativne podjetja, ki izvažajo, pa jih lahko kar nekaj naštejem, od Kovisa, TPV-ja, Ino, potem Kovinokrom, Jusk, pa še marsikatera in zelo dobro delujejo. Smo v občini imeli tudi mi 3 podjetja, ki so prišle z drugih krajev, od BGS-a, potem je bila tudi Tera in pa E-mobil, vendar ta tuja podjetja, takoj ko pride kriza, so jih zaprli. In dejansko jaz mislim, da občini Brežice treba sloniti na domačih podjetij in tudi v zadnjih letih se je povečalo število delovnih mest, zmanjšalo število brezposelnost. Mi smo v času, ko več nimaš delavcev v občini, pri nam so začeli ljudje delati iz Hrvaške in definitivno jaz mislim, da na gospodarskem področju smo dosegli veliko in pa dobre rezultate. Investirali smo pa približno 5 milijonov evrov v industrijske cone, v prostorske plane in pa v spodbude. Gospod Zorčič. No, jaz se s tem nikakor ne morem strinjati, kar je bilo glih kar povedano. Drži, da se nekatere parcele v obrtni coni v Brezini polnijo, ampak to so podjetja, ki se selijo samo iz enega konca mesta na drug konec mesta. Tu ne bo nekih posebnih delovnih mest. Moramo pa vedeti še nekaj. Gre za parcele, ki so bile prazne tam zadnjih 15 let zaradi neke neposrečene kombinacije javno-zasebnega partnerstva. In to pomeni 15 let izgubljenih. In jaz se ne morem strinjati s tem, da moramo mi zdaj čakati samo domače obrtnike, da bodo morda nekoč postali večji obrtniki ali pa industrialci. Mi moramo biti občina prijazna za neke tuje investicije. Jaz se strinjam s tem, v prvi vrsti, da se ne bo narobe razumelo, da so to investicije za dodano vrednostjo, da so to okolju prijazne investicije. Vsekakor pa moramo biti pripravljeni na te investicije. To ne pomeni, če je tuja, da je nujno iz tujine. Lahko je, za nas je tuja že tudi če iz drugega konca Slovenije, ampak tudi takšnih nimamo. In če jih imajo lahko v Trebnjem, v Kočevju, pa ne nazadnje, glejte, Šentjernej. Šentjernej je pravzaprav v primerjavi z Brežicami vas, pa imamo občutek, da nas že prehiteva po desni strani. Skratka, mi moramo biti na to pripravljeni. Moj eden od prvih korakov je ta, da bom pač stopil z vsemi deležniki v kontakt. Bom tudi kasneje še obrazložil, kako in zakaj. Vsekakor pa, da je to ena od prioritet v novem mandatu. Jaz bi se na to repliciral. Samo nekaj, samo dokončamo krog. Torej, gospod Dirnbek, še vaše mnenje glede tega? V bistvu vsak je povedal nekaj resnice. Zdaj, jaz sem bolj kot ne kulturnik in športnik v dolgoletni karieri na obeh polih sem spoznal imam velik socialni krog in dostikrat gostim ljudi v svoji hiši iz različnih koncev Slovenije in sveta.
Vsi so v bistvu fascinirani nad okolico, v katero živimo, nad lego, ki jo imamo hvaležno, in jaz mislim, da so to naše osnovne komparativne prednosti, na katerih treba graditi. Jaz bi stavil osebno na kulturni turizem. Se pravi, v Brežicah ne moramo vlagati samo v betonsko in asfaltno infrastrukturo, to je seveda do neke mere nujno, ampak treba videti onkraj tega. In onkraj tega so ljudje, ki jih ne delimo na velike, male, na bogate vlagatelje in poceni delovno silo, ampak treba iskati potencial v tem, kar imamo. Se pravi, imamo ogromen razvojni potencial na področju turizma, vdahniti moramo še kulturo, zato ker je za to vsa potrebna infrastruktura v starem mestnem jedru, potem pa pride tukaj vse ostale podporne dejavnosti, kot so pač proizvodnja ekološko pridelane hrane, logistika. Skratka, to je ena od stvari, na katere bi jaz stavil. Seveda pa moramo vedeti, da so Brežice tradicionalno trgovsko in obrtno središče, za katerega pa seveda moramo še vedno omogočati pogoje za delo in razvoj. Jaz bi repliciral. Res je, da so v občini Brežice več kot 20 let bile parcele, vendar na njih ni nišče nič delal. Ko sem jaz prišel na občino, smo morali najprej opremiti komunalno opremljeno, tako obrtno cono dobo, pa so celo določeni svetniki nasprotovali, da se to ne splača, da predrago. Potem smo opremili industrijsko cono Brezina in pa seveda tudi v Slovenski vasi. Ker je bila v tem času tudi gospodarska kriza, smo šli celo dalje, mi smo dali celo spodbude za nakup teh zemljišč in v lanskem letu so se vse zemljišča prodala, v letošnjem letu so pridobivajo gradbeno dovoljenje in se gradi. Konec koncem, samo primer Kovisa, takrat podjetje bi odšlo v verjetno Srbijo ali pa v tujino ali pa v drugo občino, če me ne bi imeli industrijski coni in prepravili. Danes je to eno najbolj uspešnih podjetij, kjer v Brežicah zaposluje 180 ljudi, v celi verigi ima pa 450 ljudi. Omogočili smo s prostorskim planom, da so se recimo začele razvijati nove terme Paradizo, ki ima danes že 10.000 nočitev. In pa še veliko ostalih malih podjetnikov, ki so praktično dodatna delovna mesta in recimo zdaj te mali podjetniki, ki so tudi po drugih krajih, po Krški vasi, po Bizelskem, tudi po Obrežju, po Artičah, imajo praktično toliko zaposlenih ali pa enako, kot so jih imeli včasih velika podjetja, kot so bile Betika in pa tovarna pohištva. Dobro, gospod Kodarič. Hvala lepa za besedo. Jaz bi tukaj pozoril na dve zadeve. Gospod župan je rekel, da so naša podjetja primorana zaposlovati tujce. Da, res je, zato ker se 4000 Brežičanov vsak dan vozi na delo izven občine. In to je tista zadeva prva, na katero moram pozoriti. Druga zadeva pa je, gospod župan je rekel, da ima občina Brežice dobre gospodarske kazalnike. Edini dober gospodarski kazalnik je število samostojnih podjetnikov. Kar je pa pozabil povedati, pa je, da imamo zelo velikega zaposlovalca, to so Terme Čatež, ki svoje delavce prisiljuje v odpiranje SP-jev, kar pomeni, da spodbuja prekarno delo. In to je tisti kazalnik, s katerim se vi hvalite, gospod župan. Sam tukaj, da razjasnimo te zadeve. Gospodarska situacija ni rožnata. Če sem rekel, smo 136 občin po kvaliteti bivanja, pri čemer je gospodarstvo 45% utežni faktor. Če je to za vas 136 mesto po kvaliteti bivanja v Sloveniji kakovostno, potem vas prosim, da več ne kandidirate, ker si enostavno v Brežicah zaslužimo bolje. In pač te argumenti nekako ne zdržijo teže. To je pa direktno. No. Jaz moram povedati, da prav po gospodarski rasti smo mi najvišje in mi smo 58 po gospodarstvu in pa po gospodarski rasti. Imamo pa izjemno visok res tako koeficient bivanja, čeprav jaz sem prepričan, da zelo malo ljudi iz Sevnice, ki je pred nami ali pa z Krškega, se v Brežice preseljuje in bivajo tam. Dejstvo pa je, da imamo mi veliko podeželja in pri tem so tudi faktorji infrastrukture, komunale in pa predvsem starostna struktura in glede na to, da imamo izjemno razvejeno in da želimo, da po celi občini lahko enakomerno ljudje bivajo, bo ta indeks vedno v občini nižji, ne glede na to, kdo bo župan od nas ali pa kdo drugod bo prišel. Definitivno indeksi so prilagojeni občinam, ki so gosto naseljene, ki imajo malo infrastrukture in pa ki so v neposredni bližini ali velikih mest, ljubljanskih ali pa kakšnih drugih tujih. Tako da definitivno pa gospodarstvo ne vpliva na to, da imamo nizki indeks, ampak drugi faktori, ki jih moramo narediti, predvsem zdravstvo in ostale stvari. Se vrnemo po kratkih oglasih. Kaj ti ni jasno model internet?
Delaj! Easy, sosed, easy! Imaš problem? Ned, imam rešitev, prijatelja, ki ti lahko potegne kabel. Kabel vam že zdaj pa kva mi pomaga, ne? Sosed, to je drugač. Alkoaksialna nalooptika. To vleče, to šiba. 1, 2, 100 giga! Pa ga pa pokliče, ne? Halo, prijateljček. Klele imam soseda. Dol mu je padel. Ned, mu ne vleče. Bomo zrihtali. Wow! Koliko pa to hudo dol vleče? Torej, nadaljujemo z današnjim pogovorom. Turizem v občini Brežice, kot smo slišali, predstavlja eno od najpomembnejših gospodarskih panog. Izrazit pa je predvsem termalni turizem. Priložnosti za razvoj turizma se kažejo po celotni občini. Na kakšen način pa bi spodbudili njegov razvoj, morda s povezovanjem, gospod Kolarič? Hvala lepa za besedo. Ja, kot ste že sami omenili, termalni turizem je tisto gonilo naše občine, kar se tiče turizma. Ustvarimo približno 650 tisoč nočitev, od tega 600 tisoč v termalnem turizmu. Ena zamejena priložnost na področju turizma je bila, ker se ni nikoli do sedaj celovito pristopilo k reševanju. Naprimer, samo podatek, da je bila celostna strategija turizma na področju občine Brežice sprejeta leta 2017, se pravi 12 let potem, ko je aktualni župan stopil na oblast, pove, da na tem mestu, na tej vsebini ni bilo narejeno toliko, kot bi moralo. Drugače pa menim, da je ta strategija, ki je nastala s strani Fakultete za turizem, dobra. In tukaj gre za paketne ponudbe, povezovanje turističnih ponudnikov in pa seveda, da se odločimo, kakšna turistična destinacija želimo biti. Kajti danes, če vprašate nekoga, kaj Brežice ponuja, ponujemo vse. Nismo pa specializirani niti v butični turizem, okoljski turizem, termalni turizem ali karkoli podobnega. Se pravi, zastaviti si moramo jasno vizijo. Mi se zavzemamo za vzpostavitev močne, mednarodno priznane brežiške blagovne znamke, ki bi povezala vse turistične ponudnike. In pa seveda pomembno je, da se naravne danosti in pa objekti, ki jih že imamo, izkoristi v turistične namene. Kot je Peter že dejal, kulturno obogatitev starega mestnega jedra v propadajočih objektih in pa vodni stolp. To je objekt, zaradi katerega mene vedno, ko grem mimo, boli srce. V Lendavi so postavili vinarium, eno umetno tvorbo nad mestom, se je 2-milijonska investicija povrnila v 2 letih. Mi pa ne moramo enega vodnega stolpa, ki ga imamo v grbu prve viaduta, ki se vidi z avtoceste, spremeniti v razgledno točko. To je tisto, kar je žalostno in to je tisto, kar bi radi mi spremenili. Gospod Molan, kako torej povezati turizem, turistične ponudnike? Občina Brežice je v zadnjih 12 letih ogromno naredila na področju turizma. Konec koncem takrat, ko sem bil jaz začel kot župan, je bilo 98% nočitev v Termah Čatež, pa mogoče 3-4 tisoč izven. Danes je, kot je bilo rečeno, 650 tisoč nočitev v občini Brežice in od tega jih je 50 tisoč vene. Bolj zanimiv podatek pa je, da je danes, takrat recimo pred 5-6 letom smo imeli samo še 40 sobodajalcev, danes jih imamo 105 ponudnikov, ki poleg Term Čatež že ponuja razne storitve in pa tudi ponudbo. Prav tako seveda treba vedeti, da smo mi omogočili s prostorskim plani tudi še termalne toplice v Dobovi. Sam brežiški hostel ima že po 6500 nočitev. Zgradili smo športne dvorane, športne objekte in začeli smo tudi promovirati športni turizem. Prav tako seveda s Fakulteto za turizem, ki smo jo ustanovili, smo omogočili, da lahko daje support in pa seveda tudi da rade študije na področju turizma. Vložili smo v infrastrukturo gradu, ki ima že po 40 tisoč obiska. Sam treba pa tu povedati, 650 je nočitev, ampak približno pride to okoli 190 tisoč ljudi, kar pomeni, da skoraj vsak četrti že pride v mesto. Tice smo ustanovili v tem času, 23 tisoč ljudi pride v Tic, okoli 3000 degustacij se v Ticu dogodi v mestni hiši, ki smo jo z evropskim sredstvom. Definitivno mi smo morali pripraviti infrastrukturo in seveda, ko enkrat imaš infrastrukturo, lahko tudi tržiš. Zdaj bomo nadaljevali z hidroelektrarnom, z ureditvam in prepričan sem, da brežiški turizem bo še napredoval. Prosim, da zaključite počasi. Gospod Zorčič.
Ja, težava brežiškega turizma je, da je osredotočen na eno oziroma po novem na dve podjetji, ki pravzaprav nekako pravita 95% teh storitev oziroma je tam upravljenih nočitev. Celostna strategija razvoja turizma v občini Brežice je bila sprejeta na občinskem svetu, pravzaprav tudi na pobudo naše svetniške skupine Stranke modernega centra. In mi smo ves čas opozarjali na to, da občina nekje tava glede razvoja turizma, kar kažejo vse te številke. Jaz sem vesel, da smo to strategijo na koncu dobili in sprejeli in noter jasno piše, da je pravzaprav ta turistična ponudba slaba, da je razdrobljena, da ni celovita, da ni koordinirana, da se pravzaprav po domače povedano vsak znajde na svoj način. In mi smo to ugotovili leta 2017, to ni nekaj, kar se je prej ugotovili, pa bi se moralo prej in tu spet govorimo o vrsti zamujenih priložnosti. Jaz mislim, da je naloga, ki jo moram narediti naslednji župan v naslednjem mandatu, ta, da te ponudnike storitev poveže, da torej poveže te centre turizma z preostalo turistično ponudbo, ki je po eni strani vinarska, kmečki turizm in podobno in ne nazadnje tudi z mestom Brežice. Zdaj župan pove, da je veliko turistov v mestu Brežice. Jaz mislim, da vsakdo, ki gre v Brežice popoldne, lahko vidi, koliko jih je. Mesto je prazno, mesto izgleda kot kulisa, lahko bi filme snemali, dejansko je prazno. In tudi, če govorimo o velikem številu obiska v gradu, moramo vedeti, da je grad imel v preteklem letu ali predpreteklem samo 5000 evrov prihodkov. Gospod Dirnbek, omenili ste že kulturni turizem. Ja, poglejte, jaz vam težko ponudim tako egzaktne številke, kot so moji predhodniki. In zato, ker gledam na vso zadevo iz vsebinskega vidika. Poznamo star slogan, turizem smo ljudje. In pri ljudeh se vse začne in se neha. Recimo, če imamo v Brežicah mestno hišo, notri pa so zaposleni, ki ne govorijo nobenega tujega jezika, jaz potem ne vem, na kak način mislimo ustvarjati dodano vrednost, pritegniti gosta. Tudi če gledamo recimo portale na spletu, na spletnem omrežju, kjer komentirajo uporabniki izkušnje, uporabniške izkušnje pri največjem gostinskem ponudniku. Ne bom ga zdaj niti blatil, ampak danes smo ga dostikrat omenili, vidimo, da je vse skupaj ena polomija, da je vse skupaj slaba turistična izkušnja in se ne moramo kar naprej sklicevati na statistične podatke in se toči po prstih, da smo četrta občina po številu nočitev, če pa vemo, da tukaj primanjkuje vsebine. Čist primer ni povezan s turizmom, je recimo tržnica. Tržnica je prenovljena, ampak se ni naredilo nič za njeno vsebinsko revitalizacijo. Tako po tem vzorcu propadajo tudi vsi turistični potenciali. Tudi sam sem recimo glasbenik z starodobnikom in sem že nekajkrat poskušal nastopiti kot akter, ponudnik, ampak zato seveda ni nobenega posluha, čeprav mislim, da tudi sam lahko neko pečat in dodano vrednost dodam. To je to. Osebna izkušnja govori več kot vsi ti statistični podatki. Gospod Gerjevič, še vaše mnenje? Ključni kazalnik na področju turizma, ki ga vsi uporabljajo tako na mednarodni in nacionalni ravni, je število nočitev. Potem se delajo razne gospodarske primerjave. In Brežice imajo takšno srečo kot malo kdo v Sloveniji. Zapravo, četrti smo v Sloveniji po številu nočitev. Takoj za Obalo, Ljubljanom, Bledom, potem so pa že Brežice. In naloga teh turističnih gospodarskih subjektov za razvoj turizma je njihova. Oni bojo to svojo počeli naprej. Naša priložnost, ki je pa do zdaj vedno bila zamujena, je pa to, da recimo, ko je v času špice turistične sezone, julij, august, je v naši občini 5000 gostov. Če bi samo 10% teh gostov zvečer uspeli pripeljati in jim zagotoviti, ponuditi neko dodatno ponudbo, je to 500 obiskovalcev. Pa naj si bo to staro brežiško jedro, ponudba z gradom vred, ali pa vinogradniški turizem, ali pa turizem ob Krki, karkoli. To menim pa, da je naloga lokalne skupnosti oziroma občine. In tukaj vidim, da je ta zamujena priložnost, ker gospodarski subjekti so nam sami iz cele Evrope pripeljali te ljudi sem. Mi pa ne znamo v popoldanskih in večernih urah iz njih še nekaj dodatno iztržiti. To mislim, da je ključna pomanjkljivost. Sam si tudi recimo na področju vinogradniškega turizma sem obiskal Alzacijo, blizu mesta Kolmar. In to je neverjetno iz tega mesta na nivoju Maribora, samo 15 km ven, kako je to vse organizirano. To je tak velik posel, da si ne morete predstavljati. Pri nas je pa to vse skupaj ni povezano
in mislim, da moramo ustanoviti neke povezave, turistične grozde in delovati skupaj. Samo skupaj lahko nastopamo na turističnih trgih. Z različnimi dogodki in projekti se sicer staremu mestnemu jedru Brežic skozi leto skuša vrniti živahnost, neko življenje. Toda na kakšen način bi vi oživili staro mestno jedro na vsakodnevni bazi, torej ne le ob posebnih dogodkih? Ali je to sploh v nekem doglednem času možno, realno, gospod Molan? Ja, možno je pa precej problematično in dejansko tudi tu bomo šli naprej. Vemo pa seveda, da imamo mi izjemno ugodno zakonodajo, kar se tiče zasebne lastnine, in mi imamo par problematičnih pri nas najemnikov, ki so kupili določene stavbe in seveda jih ne obnavljajo. Sigurno pa bo potrebno še v starem mestnem jedru nekako poskušati razmišljati o tem, da bi se naredili tudi še kakšne stanovanja, čeprav seveda samo mestno jedro je relativno malo in vse skupaj je blizu, in pa seveda še samo lahko z dodatno ponudbo, ki jo imamo. Res pa je, ker danes vsi zelo veliko te govorimo, dejstvo je, tako imamo občutek, da kandidiramo za turistične agencije in pa za direktorja Term Čatež, občina ne more, pa tudi v tujini ne more tistega opraviti, kar morajo opraviti sama podjetja, in ne glede na to, kdo bo župan, ne more prisiliti, da bo Terme Čatež ne bo več imel ljudi prek študenta, prek SP-jev ali bilo kaj drugega. Definitivno pa mi lahko to naredimo, kar že zdaj delamo, povezujemo. Ves čas smo povezovali, konec koncem, zato imamo tudi Zavod za turizem in podjetništvo, ki ima izjemno veliko programov, ki povezuje, ki dela z gibanke, financiramo tudi nastope in vse ostalo. Tako da definitivno mestno jedro se še da oživeti, res pa je, da bi bilo potrebno imeti tudi več možnosti, kar se tiče zakonodaje, da bi prisilili neaktivne lastnike, da bi jih začeli svoje tele stavbe ali odprodati ali pa v njih delati neko vsebino. Gospod Zorčič, kako torej vrniti življenje staremu mestnemu jedru? Jaz mislim, da takšna zakonodaja že obstaja, da je potrebno izkoristiti. Seveda tu ni vse na občini, ampak mora biti tista, ki je iniciator teh pogovorov. Po eni strani obstajajo sredstva za energetsko sanacijo stavb, po drugi strani ima opcija možnost tudi subvencionirati določene najemnike. Seveda si mora najprej zadati sama strategijo, ali bo v mestnem jedru imela gostinske lokale ali trgovine, pravzaprav tudi analizirati malo trg glede nepremičnin, zato da ugotovi, kakšen je največji interes, in jaz verjamem, da takšen je za eno tako lepo mestno jedro, kot je Brežiško. Na koncu pa verjetno sprejeti tudi odločitev, da se vsaj začasno ali pa poizkusno del mestnega jedra tudi zapre za promet. Zaradi tega, ker če bo tam zaživelo, če se bodo lahko razvijali lokali, naprimer tudi s terasami, če bo večja frekvenca ljudi, bo seveda zelo neugodno, če bo tam še vedno intenziven promet, ki je sicer samo v dopoldanskih urah. Gospod Dirnbek. Župan je rekel, da občina ne more. Jaz mislim, da občina očitno do zdaj ni znala oživiti starega mestnega jedra, ker sem spet pri tem, da je vlagala v glavnem v kitajski tlakovec, če tako se simbolično izrazim. Enostavno, samo mestno jedro je javni prostor, ki zagotavlja določene vsebine, ki bi pa morali biti čez celo leto. Moj predlog je tudi, da razmišljamo v srednje in dolgoročno o novem trgu v Brežicah. Vidim vsaj 3 lokacije. Ena je med vodovodnim stolpom in med pošto, ena je severno od pošte, ena je pa mogoče sejmišče, ker se zdaj s to pešpotjo in prenovljenim starim mostom vse skupaj mogoče seli malo južneje od Brežic. Se pravi, ta prostor bi lahko bil tisti generator, ki bi združeval, ki bi pomenil združevališče Brežičanov. Do takrat pa moramo igrati s tistim, kar imamo. Imamo ogromno kulturnih društev, ki so tudi sofinancirana. Žal se tudi ta društva dostikrat srečujejo z raznimi birokratskimi preprekami, kot so recimo plačevanje avtorskih pravic, SAZAS-u, IPF-u in tako naprej. In če občina kot gospodar zazna, da je to tisto, kar vsebinsko mori in onemogoča te akterje, da bi nastopili in bi obogatili ponudbo, potem enostavno nekšen organ, ki ga občina lahko organizira, bi prevzel to breme in v imenu teh akterjev
odpravo te birokratske ovire. To je ta prva rešitev. Dolgoročno sem pa tudi že razložil. Gospod Gerjevič. Ja, kot sem že prej tudi uvodoma omenil, to se pravi, gospodarski subjekti na področju turizma opravljajo svojo osnovno nalogo. To se pravi, pripeljajo zadostno število turistov, smo 4. v Sloveniji. Naloga lokalne skupnosti pa je, da tem turistom ponudi nekaj več. Tukaj pogrešam predvsem ponudbo tudi v starem mestnem jedru na področju kulturno-zabavnih vsebin. Mislim, da smo v zadnjih letih celo naredili korake nazaj, ne pa naprej. Spomnim se 15 let nazaj festival Brežice. To je bila visoko kakovostna kulturna ponudba na visokem zahtevnem ponudbu nivoju, kar se tiče kulture. Zdaj pa tega ni več. Vsekakor mi moramo v Brežicah najti, zlasti po poletnem času, dogodke, ki bodo pritegnili te goste iz term v popoldanskih in večernih urah, da bodo zapravljali tudi v starem mestnem jedru, v gradu. Grad je izjemna lokacija, grajsko dvorišče. Takšnega najdemo redko kje. Vendar pogosto sem letos poleti obiskoval staro mestno jedro in v večernih urah, kaj se dogaja? Prazno. Mogoče sta 2 terasi, gostinski, par ljudi pije na terasah, ampak to je vse. Premalo dogodkov. To je bistvo tega turizma, pripeljati ljudi na dogodke. Seveda pa tudi na področju, to je zdaj tema o mestnem jedru. To je to. Pa kot je kolega omenil, vodovodni stolp. Če greste na internetu, tipkate Water Tower, boste videli zadetke, slike, najlepši, jaz lepšega vodovodnega stolpa od tega nisem našel. Gospod Kolarič, vaše mnenje? Hvala lepa za besedo. Težko je dodati temu, kar so že kolegi rekli. Ampak dejstvo je, tudi gospod župan je sam rekel, da neke strategije razvoja na tem področju nimamo. In to se jasno vidi. Mestno jedro je dejansko postalo ulica gostinskih lokalov in pa bank. To, kar gospod župan govori, da ni interesa, tudi ne bo držalo. Sam ve, da so naprimer družina Atem se bi pripravljeni odstopiti mestne kašče za razne vsebine in to brezplačno, ne vem, če se jaz prvo spomnim. Tam imamo odlično lokacijo, si sploh ne upam predstavljati razne likovne ekstempore, kulturne prireditve. In to ljudje želijo in ljudje obiščejo. Maj v mestu Brežice, mestna promenada, to sta 2 osamljena dogodka, ki sta izredno obiskana in to je tisto, kar manjka. Mi moramo mestu na nek način vrniti vsebino in kot je že kolega Gerjevič rekel, s to vsebino bomo privabili tudi turiste, ki pri nas spijo. In ne delamo samo za turiste, ampak delamo tudi za naše občane. Kulturna društva, kot je gospod... Me lahko ne motite, prosim. Gospod Dirnbek je tudi rekel kulturna društva. Kulturnih društv imamo ogromno. Župan sam ve, koliko sredstev letno namenimo njihovim programom in meni je grozno, da imamo toliko objektov, pa zdaj govorimo samo o mestnem jedru, ampak imamo objekte tudi izven mestnega jedra, ki jih lahko uporabimo za neke druge namene, za neko vsebino. Ampak tukaj moramo imeti strategijo, najprej moramo pogledati, kaj se lahko zgodi. Imam pa občutek, da pri nas objekt na nek način infrastrukturno uredimo, potem pa ne vemo, kaj bi z njim. In to je tisto, kar mora novi župan narediti. Mesto mora vrniti vsebino in ta vsebina mora biti načrtna in načrtovana. Gospod Molan. Jaz bi obema dvema. Dejstvo je, da toliko prireditev, ko jih je v zadnjih letih v občini Brežice, jih je redko kje, v katerem samo v oktobru je bilo 80, samo grad Brežice ima 200. Je pa res, da zelo redko, kdaj sem bilo, kjer ga videl, razen zdaj zadnje 4 tedne, ko so volitve, da je kdo bil na kakšni prireditvi. Poleg tega seveda samo Brežice moje mesto, ki je eno najbolj obiskano, potem mestna promenada, ki smo jo vedli, tudi Maj v mestu, potem so božične razne prireditve, imamo prireditve v mladinskem centru. Dejansko toliko, ko ima občina prireditev, jih je redko kje in tudi društva so aktivna. Res pa je, da treba vedeti, da ni občina Brežice samo mesto, da imamo tudi druga področja in da se po vseh krajih se razvija, občina ima 20 krajevnih skupnosti in moramo razvijati tudi druge kraje, ne moramo samo forsirati mestno jedro. Definitivno pa toliko prireditev, kot je v Brežicah, jih je redko kje, bi bilo pa lepo, če bi tudi, pa upam, da tudi po 18. novembri bo še kdo kdaj prišel na kako prireditev, da bo videl, koliko prireditev imamo, pa kako aktivno društvo imamo v občini Brežice. Gospod Zorčič. Ja, jaz bi najprej, zdaj tole me je mogoče malo zmotilo, zdaj moramo se zavedati, da jaz sem vse od kolegov že videl na kakšni prireditvi, pa nimajo te časti, da imajo tam govor, tako da pridejo po svoji volji. Glede, jaz bom povedal za festival stare glasbe. Jaz hodim na ta festival, ker mi tudi ta glasba blizu, vsake toliko časa poslušam. Gre za festival, ki je unikaten v tem delu Evrope
pa na njem ugotavljamo, da ni dovolj gostov iz Term Čatež. Pravzaprav praktično nikogar od tistih 650,000 gostov, ki so v Termah Čatež. Skratka, gre za to, da se že na takšnem festivalu vidi pomanjkljivost ali pa razdrobljenost te turistične ponudbe. Ne? Če se vrnem na prejšnjo temo. Drugače bi se pa strinjal s kolegi, da je enostavno ob vsem tem, kar imamo, se mi ne zanikamo tega, da ni ničesar v Brežicah, ampak tudi v drugih krajih je. Ampak če pa gremo v bolj razvite občine, pa ugotovimo, da so ti festivali, te vsebine povezane z ostalo turistično ponudbo, so bistveno bolj obiskane in so tudi bolj dobičkonosne. Zdaj ni v Brežicah namen samo to, da mi iz proračuna vse to sfinanciramo, kar v veliki meri dajemo. To v veliki meri plačujejo davkoplačevalci. Namen je tudi to, da je to kolikor toliko samo vzdržno in da se samo financira. Glejte, festival Stare glasbe ni zaradi tega postal neaktiven, ker občina ne financira in pa ni gostov. Nikjer v Sloveniji takšni festivali niso 100% pokriti in večina festivalov v Sloveniji so bile financirane tudi z Ministrstva za kulturo in prav v letošnjem letu, ker več niso dobili sredstva od Ministrstva za kulturo, so morali izjemno zmanjšati svoje aktivnosti in pa svoje dejavnosti. Tako da festival deluje, definitivno pa je, da dejansko podpora festivalu ze strani država, ze strani Ministrstva za kulturo je bila nula in zaradi tega tudi več ne more aktivno delovati. Gospod Kolarič, prosim. Hvala lepa. Župan je omenil prireditve v mesecu oktobru. Res je, drži, brežiški občinski praznik, ampak niso vse prireditve bile v mestnem jadru in tudi ni namen. Prav je, da se prireditve širijo tudi na podeželje. Ampak nekako ne gre skupaj. Na začetku je župan sam dejal, da je težko, da nekako ne uspevajo, sedaj se pa hvale z velikim številom prireditev. Očitno prireditve niso pravilno načrtovane, oziroma mi moramo se preden razmišljamo o tem, kaj bomo naredili, oziroma na kakšen način v mestu se moramo usesti z vsemi akterji, ki vplivajo na to in se pomeniti, pogledati prakse v drugih mestih. Vsi ni treba izmišljati tople vode. Mi imamo primere drugih mest, kjer mestna jadra živijo. Dajmo probati skopirati nekaj od njih, kar so naredili. Ni nobene potrebe, da ugibamo to, kar se trenutno dela zadnjih 13 let. Gospod Dirnbek. Zelo na kratko bi izpostavil in upozoril na sledeče nesmisle. Tudi sam sem se počutim izvanga s tem, da pravi gospod župan, da me nikjer ne vidi. Poglejte, po eni strani slišimo zgodbo, da imamo uspešne podjetnike, vendar mladi odhajajo. Po drugi strani slišimo, da imamo dobro turistično ponudbo in veliko gostov, ki jih pa ni nikjer videti, razen statistično. Se pravi, to so neke stvari, ki so nezdružljive in jih lahko prenese samo statistika, samo papir. Brežice se razvijajo, super je to zgodba o uspehu, imamo zaposlovalce, imamo kulturo, imamo infrastrukturo, vse imamo, ko pa pogledamo Brežice, je pa mesto duhov. Res perspektivno mesto duhov. In jaz tega recimo ne bom več mogel gledati in resno razmišljam, če ne bo zavivel nov veter, da se bom izselil, ker mi je preveč žalostno to gledati. Nadaljujemo po kratkih oglasih. Kaj ti ni jasno, model internet? Delaj! Easy, sosed, easy! Imaš problem? Ned, imam rešitev, prijatelja, ki ti lahko potegne kabel. Kabel vam že zdaj pa kaj mi pomaga, ne? Sosed, to je drugač. Alkoaksialna optika. To vleče, to šiba. 1, 2, 100 giga! Pa ga pa pokliče, ne? Halo? Halo, prijateljček! Klele imam soseda. Dol mu je padel. Ned, mu ne vleče. Bomo zrihtali. Wow! Koliko pa to hudo dol vleče! Nadaljujemo torej soočenje kandidatov za župana občine Brežice. Težava občine Brežice je tudi izseljevanje mladih iz občine. Kako bi pravzaprav to zaustavili oziroma zajezili, gospod Zorčič, pa začnimo z vami tu? Ja, to vse statistike kažejo, ne nazadnje se tudi mi, ki smo Brežičani, lahko o tem prepričamo. Mislim, da mladi postajajo tudi apatični.
Sploh pa je dejstvo, da glede na to, da že od delovno aktivnega prebivalstva, da se vsak dan 4000 ljudi vozi v druge oddaljene kraje, da je tudi to ena podlaga za to, da se z njimi vozijo mladi, ki potem hodijo v srednje šole, v druge kraje in ne nazadnje potem, ko grejo na fakulteto, da druge tudi ostanejo. Jaz mislim, da je eden od ciljev, ki ga mora zasledovati občina, to, da jim omogoča nekakšno perspektivo. Torej, da mladi vedo, kaj bi lahko v Brežicah počeli, bodisi kot zaposleni v nekem podjetju, bodisi kot ustanovitelji svojega podjetja. Jaz mislim, da je hkrati s tem, ko je potrebno spodbujati gospodarstvo, potrebno spodbujati tudi to, kar je sedaj aktualno v nekem razvitem svetu, to je spodbujati oziroma ustvariti okolje za mlada zagonska podjetja, torej okolje, kjer bodo lahko mladi, ki imajo neke ideje, ki jih je lahko mogoče pretvoriti v podjetništvo, tudi realizirali v okviru nekih inkubatorjev. Skratka, to je eno izmed okolij, ki zelo privablja mlade, da ostanejo v domačih krajih in da skušajo svojo podjetniško žilico razviti tam, kjer so doma. Gospod Dirnbek. Ja, jaz bi šel od mladih še korak prej. Se pravi, človek, ki ima srečno otroštvo in obdobje pubertete, srednje šole, potem ga to nekako priklene. Jaz vsako stvar gledam iz nekega čustvenega vidika. In tukaj imamo Mladinski center Brežice, ki je v bistvu svojo funkcijo zanemaril, osnovno funkcijo. Vsi se več ali manj na ulici strinjamo, da je to v bistvu rato lokal, kjer se srečujemo ljudje srednjih let. Mladi, če nimajo že po 20 evrov, nimajo noter kaj iskati. Se pravi, ni prostora, kjer bi mladi hengali, se socializirali, se v bistvu konektali, povezovali. In če tega ni, potem dobimo couchsurfinge. Se pravi, ljudje so doma za 4 stenami na socialnih omrežjih in komaj čakajo, da grejo tam, kjer bo več življenja, ker bo več priložnosti za druženje, rast, razvoj. Se pravi, ko pa mladi enkrat odrastejo, pa iščejo službe, iščejo primerne stanovanja, pa so ponudbo, športno, kulturno. Spet smo pri vsebinah. Pri vsebinah in te vsebine treba komunicirati, treba inicirati, treba, iti do ljudi, vleči za komolce, javne razprave, okrogle mize, skratka, zadevo treba začeti generirati, ne se skrivati za statistikami. Te prenesejo vse. Gospod Gerjevič. Tema izseljevanja mladih. Kaj je ključni problem, da se mladi izseljujejo? Pomanjkanje delovnih mest. Ko se mlad človek izobraži, je star 25-30 let, išče svoje mesto v družbi. Če ne najde službe, po 2 letih apatije, ima 2 možnosti. Ali tako nadaljuje brezizhodno, ali pa se izseli. In to je problem, da se ti mladi izseljujejo. Izseljujejo se v Novo mesto, Ljubljano ali pa Avstrijo, Nemčijo. Glede pomanjkanja delovnih mest je pa ključni problem ta, da je pomanjkanje kakovostnih delovnih mest. Ne tistih za nižjo izobrazbo, ampak z manjšo dodano vrednostjo, ampak inženirji, tehničnih strok, strojni, elektro, informatike, kje lahko oni danes najdejo v Brežicah delovno mesto. Če ste videli primeren inženir strojništva, pa če poiščete železniki, vi boste našli v železnikih, iščemo strojne inženirje, mehatronike, magistre, strojništva, vse profile, vseh stopenj, ampak v železnikih. Pa je to ena mala občina, ki ni ob avtocesti, pa ni ob železnici, je čist tam se kot svet neha, pa išče mlade. Išče in hočem to povedati, ni kriva država, ker primeri uspešnih zgodb kažejo v Sloveniji, da ta delovna mesta so. To se pravi, če bo zdaj delali v Kočevju tovarno robotov, se pravi, se je tu japonski investitor tam umestil, kaj bodo iskali? Visoko izobražene tehnične kadre, ki bodo delali visoko kvalificirana delovna mesta. In to je ključ napredka. Tudi Nemčija drugo leto potrebuje 1 200 000 delavcev. Kakšne? Visoko izobražene. Gospod Kolarič. Lepa. Moji predhodniki so že dejali, prvi pogoj so delovna mesta. In kot je gospod Gerjevič dejal, visoko kvalitetna delovna mesta, tiste, ki dodajo neko vrednost tako občini kot posamezniku. Ampak še ena zadeva je pomembna tukaj, niso samo delovna mesta, ampak tudi bivalne razmere. Mladega človeka danes težko pritegneš, če mu ne ponudiš primernega bivalnega okolja. Naravo imamo, se pravi, okolje je prijazno vzgajanju otrok in ustvarjanju družine.
In iz tega vidika, ker se nam nekako zdi, da za mlade ni poskrbljeno, smo mi predvideli 2 preprosta ukrepa. In sicer je to subvencioniranje kreditov pri nakupu prve nepremičnine oziroma odpustke pri komunalnih prispevkih. Druga, še bolj pomembna zadeva pa je subvencioniranje opremljanja starejših hiš na podeželju. Mi imamo, kar se tiče stanovanjske problematike mladih, en kup neposeljenih hiš na podeželju in pa en kup mladih, ki si ne more privoščiti stanovanja. Zakaj ne bi te mlade usmerili na podeželje in dali neka zagonska sredstva, da zadevo preuredijo? Tako vrnemo življenje na vas in tudi mladim omogočimo okolje, da v naravi vzgajajo svoje otroke in si ustvarijo družino. Seveda je pa, kot sem dejal, gospodarstvo tisto, kar mora zagnati priseljevanje mladih nazaj, zato tudi zagovarjamo vzpostavitev podjetniškega inkubatorja in coworking prostora, kjer bi lahko zagonska mlada podjetja prvih nekaj let delovala brez nepotrebnih stroškov najemnine in bi jim na ta način občina pomagala in na ta način pritegnila mlade nazaj v mesto oziroma v občino. Gospod Molan. Ja, zdaj jaz, ko vse skupaj to poslušam, imam občutek, da res v občini živimo še tam 20 let nazaj, ko nimamo nebene delovne sile, ne nič. Dejstvo pa je, da mi moramo biti čisto realni. Občina Brežice ima izjemno dobro razvito šolstvo, ima dobre pogoje za šport, za kulturo, za rekreacijo. Problem pa imamo takšen, ko ga ima cela Slovenija, da imamo praktično izobrazbeno strukturo takšno, ki jo ne glede na kakšno podjetje dobiš, jo ne bo zaposlil. Dejstvo je, da tudi v občini Brežice, če boste iskali danes inženirji, ne boste dobili, ker vsi strojni inženirji so. Ko damo razpis recimo na občini za sprejemno pisarno, boš dobil 150 prošnj. Če boš dal pa za gradbenika ali pa kaj druga, jih pa nadobiš, pa še tisti, ko pridejo v občino, jih to ne zanima delati, grejo reškam drugam delati, druga področja. Ampak ključna stvar je v tem, da dejstvo je, da mora država, decentralizirati državo, da bojo tudi ta službe, ko so na ministrstvi, kot so recimo zdaj smo policijo, smo v Novo mesto predstavili, carino smo v Novo mesto predstavili. To so delovna mesta, ki so tudi za tiste, ki imajo takšne izobrazbe, ki niso strogo kot so tehnični kadri in praktično takšne kadre lahko edino zaposliš v teh državnih službah, če bomo naredili decentralizacijo, če bomo imeli regijske inštitucije, da ne bo treba vsem se v Ljubljano voziti ali po drugje. Druga stvar pa na te 4000 delovnih mestih, ko toliko govorijo, da se jih ven vozi. Res se jih vozi, se jih pa 2000 vozi tudi našo občino in dejansko treba poštevati, da pač danes je prosti pretok kapitala, trga in pa delovne sile in seveda eni grejo ven, eni grejo sem, ampak to ne pomeni, da zato, ker je občina slaba, ampak pač to je normalno. Moja žena dela v Krškem, druga ena trgovka dela v Brežicah in to ni nič narobe. Dobro, gospod Molan. Gospod Zorčič, želeli ste nekaj dodati? Zdaj, sem slišal, mogoče bi še malo dodal glede mladih. Mi smo tudi recimo na občinskem svetu v preteklem mandatu predlagali, da se mladim, tistim, ki si rešuje prvi stanovanjski problem, omogoči neka olajšava pri plačevanju vrtcev, ampak takšna rešitev, takšna ideja ni naletela na posluh. Nam je uspelo tudi s kolegom Lirenbekom, da smo to prvič izglasovali, ampak je potem že ob naslednji noveli tega odloka bilo to izbrisano in smo bili dejansko izločeni od te ideje. To je že en pokazatelj, da tle ni pravega posluha. Bolj me pa skrbi tudi to, kar je zdaj župan povedal. Zdaj, jaz, Ivan, če sem prav razumel, vidiš prihodnost Brežic v tem, da bo država, da se bo decentralizirala in da bo še več javnih institucij. Jaz ne vidim prihodnosti Brežic v tem, da bo vedno več in več javnih institucij, ker bomo potem tudi vedno bolj in bolj odvisni od Ljubljane in od nekega ministra, ki bo ali nekaj ustanovil ali pa nekaj ukinil. Jaz mislim, da se moramo toliko v Brežicah osamosvojiti, da bomo neko okolje za podjetniške ideje, za neka podjetja, srednje velika, morda tudi velika, in da smo v tem pogledu kolikor toliko neodvisni. Če bi bile Brežice majhna država, mi ne bi mogli sami financirati, ker je več ljudi v javnem sektorju, več jih je zaposleno v vojski, policiji, šolstvu, na občini, finančnem uradu, kot pa posod drugje. Skratka, jaz mislim, da je to stanje nevzdržno in ga moramo popraviti. Čisto na kratko, potem pa zaključimo. Moram replicirati, jaz nisem nikoli rekel dodatne službe. Je pa res, da ni potrebno, da imamo vse službe v Ljubljani, ni potrebno, da so carino predstavili v Novo mesto, glede na to, da je glavna stvar bi lahko bil v centru v Brežicah. Ni potrebno to, da želijo v Brežicah non-stop zmanjšati oddelke v bolnicah. Konec koncev, če ne bo bolnica se razvijala, tudi ne bo medicinski sester, ne boš imel vzgojiteljc, ne boš imel izobražbenih in pa drugih
infrastrukture. In to je ključna stvar cele Slovenije. In cela jugovzhodna Slovenija se izseljuje na račun Ljubljane. To je pa stvar državne politike in pa nasplošno vlade, ki bi morala decentralizirati in tudi službe iz Ljubljane priseti na podeželje, ampak ne zato, da jih bo povečala, zato, da se ne bo treba našim voziti v Ljubljano, ampak da bojo lahko svojim krajem delali bližje ljudem in tudi bistveno bolj učinkovito kot pa zdaj. Tako bližamo se koncu oddaje, zato ima vsak od vas približno minuto in pol časa, da nagovori volivce in da poda neko zaključno misel. Pa gospod Dirnbek, začnimo z vami. Jaz bom ta čas za zaključno besedo uporabil za repliko, ki nisem bil zdaj deležen. Do zdaj je bil edini direktni način za poslovanje mladih partijska knjižica SDS-a. Povem to, kar ulica pravi. In jaz upam, da bomo z novim županom iskali kompetentnost, inovativnost in take ljudi zadržali. Ne glede na to, kakšno njihovo politično in versko in prepričanje in vse ostale etikete, ki so v normalnem civiliziranem svetu, o njih ne sprašuje. Sprašuje se, ali je človek ima kaj za ponuditi, ali smo ga sposobni zadržati. Samo na ta način bomo to, kar sem uvodoma rekel, zatohlost lahko spremenili v spiralo rasti, razcveta, blagostanja, bom rekel, v nekaj, kar izžareva optimizem, kar daje smisel življenja in kar daje v bistvu upanje, da je vredno ostati v tem prostoru in ustvarjati. To je moja zaključna misel. Gospod Gerevič. Prihajam iz gospodarstva. Skupaj za neodvisno listno Sonce smo sestavili ekipo, za katero menim, da znamo, vemo in hočemo, da bomo lahko zagotovili, če nam bo ponujena priložnost, da ponudimo Brežicam po 15 letih stagnacije en razvoj, en preboj in s tem, da bo prišlo do razvoja gospodarstva, novih delovnih kvalitetnih mest in da zaustavimo te trende izseljevanja mladih. Gospod Kolarič. Hvala lepa za besedo. Brežice stagnirajo, kot so že moji kolegi omenili, in zato smo mi letos za lokalne volitve pripravili program, in to zelo obsežen program, katerega lahko preberete tako na spletu kot na naših socialnih omrežjih. In celoten program je usmerjen v temu, da dviga kakovost življenja v občini Brežice. Še enkrat poudarjam, smo 136 občina po kvaliteti bivanja. Karkoli bo župan rekel, se strinjam, da je vladal z dobrimi nameni. Nikoli nismo župan obtožili, da je karkoli delal za svojo korist, oziroma da ni imel dobrih namenov. Ampak očitno zadeve po toliko letih ne funkcionirajo. Potrebovali smo 12 let oziroma 11 let, da smo sprejeli celostno prometno strategijo. 12-13 let za strategijo na področju turizma. Župan sam je dejal, da se trudijo s preditvami, ampak da jim zadeva ne uspevajo. Zadevam, k razvoju mesta oziroma občine Brežice je potrebno pristopiti sistematično. In zato je čas, da to prevzame nekdo, ki ima vizijo, ki ima pogum in ki ima željo pripeljati v občino Brežice neke nove vsebine, ki so se v drugih mestih izkazale za dobre oziroma v drugih občinah. In to je tisto, kar želimo mi. Naš program je narejen tako za mlade, kot za malce starejše, kot za tiste najstarejše. Vključuje pomembne ukrepe na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto življenja, od gospodarstva do šolstva, do izobrazbe, do okolja in ostalih zadev. Zato se vprašajte, kaj želite naprej. Stagnacijo občine Brežice ali želite napredek? Ali želite nekaj novega ali želite nekaj, kar bo vplivalo na vašo kvaliteto življenja? Zato se 18. novembra pametno odločite na lokalnih volitvah. Gospod Molan. Najprej sama replika Petru. Dejstvo je, da če bi gledali po letošnjih volitvah, koliko kandidatov prihaja na katere liste iz javnih zavodov, bi videli, da je na listah najmanj v SDS zaposleni v javnih zavodih. Konec koncem tudi en od dokazov je Matija, ki na občini dela, kandidira na druge stranke, ampak to ni pomembno. Jaz bi samo rad povedal, da občina Brežice, če se jo spomnijo ljudje, pred 13 letom je bila izgledno v sladni kondiciji. V teh 13 letih smo naredili za 120 milijonov investicij, prav tako seveda smo dobili 40 milijonov evropskih sredstev in imamo tudi sposobno ekipo, ki je tudi sposobna napisati strategije. Ustanovili smo fakulteto, na gospodarskem področju smo uredili industrijske cone, hidroelektrarno se je zgradila, imamo ogromno novih še idej in pa seveda predvsem tudi veliko podpisanih protokolov, ki jih treba
realizirati. In prepričan sem, da seveda tisti, ki je konec koncem to vse ustvaril, ker sem tudi bil pri vsem zraven, bom najlažje tudi to realiziral. Zato lahko samo rečem, da občani, če mi bojo dali podporo, bo se Brežice še naprej razvijalo. Dejstvo je, da danes smo slišali, da sploh ne poznajo, kaj so vse naloge. Občina ima 15 nalog, ki jih treba zagotavljati, pa tudi infrastrukturo, vodovode, kanalizacije, šole, ceste, kulturo, šport, prostorske plane in dejansko ogromno bilo narejenega. Verjamem pa še, da imam sam in pa tudi ekipa, ki z menoj dela, ogromno energije in da, kolikor mi bojo zaupali, po občina Brežice čez 4 leta še bistveno bolj razvita in bistveno bolj prijazna in porejena tako za naše občane, kot tudi za turiste, ki v našo občino pridejo. Gospod Zorčič. V naši stranki, v lokalnem odboru, stranki Modernega centra ocenjujemo, da situacija v občini je takšna, kot bi lahko bila. Mislimo, da je občina nekako na en način zgodovinska občina, občina z velikimi možnostmi, ki pa v preteklem obdobju niso bile izkoriščene. Preteklo obdobje je bilo na en način zelo bogato, vstopili smo v Evropsko unijo, veliko je bilo na ta račun počrpanih sredstev za različne kraje, za različne občine, veliko občin se je razvilo, ampak naša občina je tista, ki danes po raziskavi, ki je stara en mesec, kotira nekje na 130. mesto od 200 občin. Kar je bolj problematično je to, da mladi odhajajo, da se prebivalstvo stara. To smo vse ugotovili v strateških dokumentih, ki smo jih danes ugotovili, in da aktualna oblast nima pravzaprav nikakršne vizije, kako takšno situacijo umiriti in urediti za bodoče. Ocenjujemo, da ni dovolj to, da se urejajo pločniki, da se asfaltirajo ceste, enostavno je treba investirati v ljudi, tudi na ta način, da se privabi kakšno podjetje, da se veliko stori na razvoju turizma in na vseh ostalih potencialih občine. Glede na svoje pretekle izkušnje in tudi glede na izkušnje svetniške skupine, zato vse volivke in volivce pač pozivam, da obkrožijo številko 3 pri županskem kandidatu in številko 9 pri kandidaturi svetniške skupine. No, tako na tej točki pa tudi zaključujemo današnji pogovor. Spoštovani gosti, zahvaljujem se vam za obisk v studiu. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.